Pozdravljeni v novi oddaji BIM pogovorov, z vami so Robe in Matevž. Pozdravljen, Robe. Zdravo, Matevž, si hoče reči Robert? Ja, pa ja, v bistvu to je lahko naše ponovijo, da nam res tako izpada, da ne vem, kako ti je ime. Ampak v bistvu malo sem iz prakse, ker tole prej sem šel prav gledati, kdaj so posnela ta zadnja, oziroma kdaj je bila objavljena ta zadnja, 12.7. Kar pomeni, da je skoraj okroglih 4 mesece od tega. In moram reči, da v tem času, ko sem se s kom srečal, je rekel, kako pa kaj tele BIM pogovori, pa sem vedno rekel, ja, morava z Robem nekaj res posneti. Je bilo toliko stvari vmes, da v bistvu ni bilo neke hude želje potem. Ja, mene je zanimivo, tudi vsi me vedno sprašujejo, kdaj bo spet BIM pogovori, da bi to mail poslal nobeden, sem takrat, ko ne srečajo. Drugo je pa to, če rečem, v redu, prid, boš kaj povedal, to pa nihče ne bi. Pač taki smo, gradbeniki pa še najbrž bolj kot vsi ostali. Ali pa se zgovarjajo na to, da res nimajo časa. Najbrž je delno tudi to res, ampak glede na to, da se praktično čisto vsakmu prilagodiva tako, kakor si želi, pa smo posneli tudi že, ne vem, po moje tudi čez vikend že kakšno, v preteklosti. Tako da vedno se lahko najde čas, če kaj pametnega zapovedati. Ampak da ne bo ta uvod del trajal kot sami BIM pogovori, kot vsebina konkretna, Robi, mogoče ti si bil šla čez enih par novic, bil si na zborovanju gradbenih konstruktorjev, povej. Najprej to moram takoj popraviti. Niso konstruktorji. Vem, sem popravil, noter sem popravil, veš. V dokumentu. V dokumentu sem popravil. To se hecam, ampak jaz tudi nisem vedel. Jaz tudi nisem vedel, da so konstruktorji, da smo konstruktorji. A ni bilo pri nas konstruktiva smet? Mislim, jaz sem bolj, seveda je Google pameten bolj kot jaz, in mi je lepo počrtal, sem rekel, pa kaj je tle narobe, In pa sem šel res v sam pač vabilo na to zborovanje gledati, in je res konstruktor jev, sem rekel, okej, sem se nekaj naučil, tele BIM pogovori so res izobraževalna oddaja, nič, to je bilo zdaj že skoraj 14 dni nazaj, se to hitro čas teče, spravi tam pred prazniki. Mislim, to zborovanje, mislim, da je tako vsako leto, zdaj bo spet na Bledu, včasih v Rogaški Slatini vmes. Jaz sem bil zdaj drugič, Super je, ker sem srečal ogromno enih kolegov, Malo manj super pa, če so na BIM pogovorih, kar se BIM-a tiče, Bom tako rekel, itak ni to dogodek, ki bi bil usmerjen v sam BIM, ni to dogodek, ker bi se veliko pogovarjali o informacijskem modeliranju, to je dejansko dogodek, kjer izmenjajo mnenja o samih rešitvah na določenih projektih, da predstavijo projekte, in z tega stališča je bilo res super. Sem pa sam pričakoval, da bo mogoče malo več debate, kar se samega BIM-a tiče, zaradi tega, ker pač vsi pričakujemo ta famozni 1. januar 2025, ker se bodo pač morali ukvarjati z njima, Kakor sem se pogovarjal z ljudmi, se vsi tega zavedajo, ampak imajo vsi to nekje tako v ozadju, pa vsi čakajo, da bo ta rok itak prestavljen, zato ker industrija, pa zakonodaja, pa podzakonski akti, pa nič ni pripravljen, dejansko ni še nič jasnega, Mene so spraševali, če kaj več vem, jaz lahko javno povem, da ne vem, nič več ne vem kot vi. Jaz sem tudi predstavljal en prispevek o operativnih izzivih, mislim, da so o tem že govorila že takrat v zadnjih BIM pogovorih, ko sem ga pripravljal. Pripravil sem ga z gospodom Mirjam Štembergerjem iz IBE. On je še bolj vključen v ta strokovna združenja, v vse te delovne skupine, kjer o tem govorijo. In ko smo nazadnje govorila, je tudi sam omenil, da v bistvu ni nič več znanega. Tako da ni čisto nič novega na tem področju.
tako da ne vem. A ne. Kar se samega BIM-a tiče, ni kaj reči. No. Jaz, če sam dogodek niti ne bi šel, ker večina so bili res to take strokovne stvari, predstavljajo so novosti, zelo veliko bo govora o poplavah, pa vplivu poplav, pa to na to, kako se bo stvari projektirale v prihodnje, kar bo zelo dobrodošlo. Mi je bilo pa zelo zanimivo, ker sem imel prispevek v eni sekciji o digitalizaciji, noter sem bil jaz, pa najin kolega Luka Gradišar, ki je tudi predstavljal prispevek o generativnem načrtovanju po umetni inteligenci in tako dalje pri samem projektiranju. Ampak zadnji prispevek v tej sekciji je bil pa en gospod, mislim, da iz DRI, mislim, vse je bila preverjena, je pa kazal BricsCAD in vsa orodja, ki jih je znotraj BricsCAD-a razvil, in ta vsa orodja niso imela popolnoma nobene veze z BIM-om. To je bilo vse po 3D objekti, zelo dobro narejen, videli se pa že izhaja iz izkušenj in tako dalje, ampak bil pa zelo zanimiv kontrast med tem, da govorimo o BIM-u, pa o nečemu v bistvu, kar se dogaja mnogo pred BIM-om. Tako da ta naša industrija je tako razmazana, res na široko. Eni so res čist tam kako rečemo, v prvi vrsti pri razvoju tehnologij, pa uporabi teh tehnologij, drugi so pa tako, kar dela, vzamemo to. Ja, čeprav to, ko enkrat se mi je omenil, v bistvu, da pač na tem zborovanju ni bilo praktično, ni bil BIM omenjen. To, kar sem razmišljal, je v bistvu nekako takole, da ne vem, kako je do tega prišlo, ali pa smo še zmeraj v nekih zelo porodnih fazah tega BIM-a, vsaj pri nas, kjer se v bistvu smatra BIM kot nek relativno ločen del od, ne vem, dela konstrukterjev ali kaj podobnega. In se mi zdi, da je to tako nepojemljivo, v bistvu, da si predstavljaš, da imaš tam nekje nek resen 3D model z vsemi možnimi informacijami, potem pa pač ti to dobiš, recimo nek statik ali kakorkoli dobi na mizo in reče, ok, bom pa jaz naredil svoj model, zato da lahko nekaj izračunal pa zdimenzioniral. Se mi zdi to tako čudno, če sam razmišljam na glas. Ne vem, če je to ravno čuden. Jaz se spomnim, da smo imeli eno tako debato pred precej leti, če se bo spomnil, z enim najnim kolegom Jako Zevnikom. Pa je on rekel, da on enostavno ne more tega BIM modela vzeti, ker kot prvo ima noter absolutno preveč informacij. Po drugi strani mora pa on ta arhitekturni model precej spremeniti, da bi to je statičen model, ker je treba kjer steno prestaviti, pa tako naprej, čisto zaradi samih analiz, ki jih izvaja. Tako da v tem smislu jaz čisto razumem, da sami recimo svoje modele gradijo in to se mi zdi čisto tudi smiselno do neke mere. Ne razumem pa, da se delamo, da ti modeli ne obstajajo, pa jih mogoče ne uporabimo, da bi nam bilo lažje te modele zgraditi. No, saj to razmišljam prvič, to, kar si omenil, če si njega omenil, v bistvu to bilo res precej let nazaj, ko smo se pogovarjali. Ja, res je. Tako da jaz verjamem, da se v tem času se pa vsem kaj spremenil. In absolutno sej pač pod eni strani seveda štekam, v bistvu, da pač ne moreš tisti arhitekturni model vzeti, pa zdaj už pa kar zračunal s tistim. Ampak bi bilo pa zanimivo v bistvu pač stremeti k temu, da ne bi bilo treba teh stvari na roko delati. Pa v bistvu ne vem, zakaj kot rečeno, v bistvu imaš ta model, ki je res v principu v neke detajle razvit, zdaj pa greš in v bistvu ne uporabiš nekih pametnih orodij, da boš ti ta model v bistvu poenostavil do te mere, da bo primeren za pač konstruiranje, dimenzioniranje in tako naprej. Pa da je to neko razdruženo
delo in v bistvu, da ni neke konkretne povezave. Čeprav lahko se pa motim, v bistvu pač mislim, tega ne delam, tako da ne me kakšen resen konstruktor popravi pri tem. Ne? Ja, lej, mogoče pa sam provociramo, da se bo kdo oglasil, pa Ja, da bomo lahko recimo. povabila, ne. Ne, mislim, vse razumem, kaj hočeš reči. Ne vem, so tudi statiki konstruktori, Konstruktor. ki to delajo, ne. Ampak ja, večinoma pač mogoče tudi ne, no. Vse mi je bilo tudi zanimivo pri teh vseh predstavitvah, ne, zdaj ni predstavitve brez videa, poteka gradnje, recimo, Ja, ne, to je zdaj ali pa neke nov animacije, trend. to je zdaj, ja, to je zdaj nov PowerPoint. Aha. No, ampak mi je bilo zelo zanimivo, da je zelo veliko tistih animacij, ki sem jih videl, bilo narejenih v SketchUpu, ne. No, res, okay. Ja, res, to mi je bilo res tako zanimivo, ne. Mislim, saj konec koncev, zakaj pa ne, no. Tam je bila Ja, tudi ja. ena faznost gradnje predstavljena, pa sem videl, da je v SketchUpu narejen. Mislim, saj, zakaj pa ne, jaz imam do tega res čist pragmatičen odnos. Če funkcionira, če je naročnik zadovoljen, če si izvajalci s tem pomagajo, no, zakaj pa ne, no. Ni nujno zdaj, da bomo šli v BIM pa 4D pa saj veš, ne. Ja, res pa bi lahko kakšno tako normalno vizualizacijo, veš, da to, da bi lahko še eni igrca čez udaril, v bistvu, ne. Ja, ja, v redu. Tudi če ne. No, Bi tako, bi pa rad videl, veš kaj, ne, če smo ravno pri tem, ne, v bistvu tam pri nas doma, oziroma pač sosednjo ulico Linhartovo zdaj delajo na nov, ne, praktično. In ti bi pa res rad videl, kako bo to potekalo fazno, ne, ker v bistvu že zdaj, ko so zaprli 2 pasova, oziroma pač samo še 2 pasova sta ostala, skratka za gor pa dol, ne. Samo en pas, ne, in to bo zdaj katastrofa, danes pa še dežuje, to bo ostalo vse ostalo. Tako da bi rad vedel, kdaj se bom lahko spet pripeljal domov, tako približno normalno, ne. ja, no, organizacija dela na organizaciji se učimo, da imamo stihijsko, empirično pa znanstveno, ne. Kako pristopamo k vsem skupaj in tukaj bi jaz bolj rekel, da to bolj stihijsko, ne. Ja, pa ne, Edino, kar je tu saj znanstvenega, je določen končni datum. ja. Ja, druga bojo pa sproti reševali. Ja. Ja, no, saj, kar sem hotel reči o samem dogodku, izjemno prijeten dogodek, tako se mi zdi, da eden tistih dogodkov, tako vidiš, da se ljudje tam dobro počutijo, pa dejansko radi pridejo. Zelo veliko je tudi druženja tam pred samo dvorano, pa dvorana je bila tudi ves čas primerno polna, bom tako rekel. Srečal sem ogromno bivših študentov, ogromno bivših sodelavcev in je bilo tako prav fino, no. Zdaj, za BIM pa moram reči, da je bilo veliko več debat o njemu izven dvorane kot v dvorani, ne. Pa še ena skupna točka je bila vsem, prav vsi iščejo kader. Tako, prav vsi iščejo kader. Če kdo rabi službo, naj pove. Lahko si regijo po področju izbere. Tako ljudi me vpraša. Pa misliš, da to še traja? Mislim, zdaj grejo v vode, kjer v bistvu pač jaz nisem absolutno nič doma, ne. Ampak mene ta vzorc precej skrbi, ne. Da se širi, čeprav v bistvu, ne vem, poplave in te stvari hodijo na roke trenutno gradbenikom, ne. Ker dela bo tako za naslednjih 15 let dovolj, ne. Ne vem, na katerem dogodku sem to srečal, ampak, točno vem, lahko je še en dogodek, ki ga lahko pol omenimo, to je bil karierni dan FGG. No, na tistem dogodku je nekdo omenil, da so na nekem strateškem sestanku, kjer so bila tudi neka ministrstva, pa to omenili, da so projekti za gradbeništvo za naslednji 2 leti takšni, da bo šlo vse samo še navzgor. In se je potem vprašal, a je to možno, ker v Nemčiji že pada in trenutno baje, tako so rekli, da trend kaže, da se v Sloveniji gradbeništvo drugače obnaša kot v Nemčiji. Zdaj, zakaj, ne vem, držim pesti, kaj bo pol po 2 letih, ne vem, pa kako so oni do teh podatkov prišli, nimam nobenih drugih informacij, ampak tako, to mi je pa zanimivo, no, bilo.
Ker pri nas vsi že čakajo to krizo, že zadnje 3 leta se samo o tem govori, da kriza prihaja. Ne? Tako da, ne vem. Ne, upamo, da ne bo. Ne? Upamo, da ne bo v bistvu pač se zgodil kakšen tak scenarij kot tam 2008, ne? Ker je bilo na koncu vse prenapihnjeno in potem, ko je malo zmanjkalo, v bistvu je šlo vse navzdol, ne? In to zelo hitro. Ja. Ok, ampak Robi, ki si glih omenil, no? Karierni dan FGG, povej, bil si na okrogli mizi tam tudi. Ja, tam je neka okrogla miza o gradbišču, pa kako dela potekajo, kamor so tudi mene povabili. Sej bilo je dogodek organizaciji naših študentov, spravi študentov FGG, bil v redu, kot sem jaz dobil informacije, so bili tudi vsi, ki so sodelovali iz industrije, zadovoljni. Kako bo kaj izplen, se kadri, ne vem, ampak vem, da na drugo stopnjo vsi študenti, ko pridejo, so že vsi dogovorjeni za neko službo ali pa za štipendijo ali pa oboje. No. Tako da očitno potrebe po našem kadru so, zdaj vse, ki to poslušate, pa vas skrbi, kaj bo naprej, lahko oba povemo, da je vpis letos poln, da je bilo v prvem roku vse polno. Tako da mogoče se obeta kakšni boljši časi tudi s kadri. Zdaj tam obimo se, da ni bilo kaj veliko govora. Tam je bil bolj poudarek na tem, kakšna gradbeništva, kaj lahko pričakujejo, ko pridejo v gradbeništvo in tako dalje. Seveda so se vsi dotikali te digitalizacije, pa kaj to pomeni, pa nekega izobraževanja in podobno. Tako da, recimo, no, da je prihodnost malo svetlejša, kot je bila par let nazaj. Lepo. Ampak omenil so tudi digitalizacijo, tako da lahko jaz to vzamem za iztočnico, zato da povem, da sem imel pa takšno predavanje digitalizacija v gradbeništvu v okviru ene poletne šole, ki ni bila toliko poletna, kot je bila jesenska. Ampak ja, načeloma je poletna šola, ki je Zak organiziral na temo ocene varnosti in v bistvu vsega skupaj okoli mostov. Tako da, ja, tam lahko potrdim, da je bilo podobno. Ne? Mislim, predavanje, ki sem ga imel, v začetku sem se še zelo pohvalil, da sem se, oziroma da se ni bilo treba matrati, da nisem nobene formule vključil noter. Zato, ker tiste predavanja, ki so bila pred mano, so bila tako ali so bila polna slajdov, kjer so bile same formule, ne? Za, ne vem, račune takšne in drugačne v zvezi z mostovi. Imel pa pred mano eno predavanje, če ni še celo direktor ali pa v bistvu vodilni na podjetju CSTL. Ne vem. Poznam. No, in je predstavljal v bistvu sistem, ki ga imajo za merjenje tovornega prometa, pač dinamično na mostovih in tudi sicer na cestah. Ne. Tudi to sem že videl. Mislim, jaz nisem tega še prej videl, ne, ampak mislim, ti si je bilo tako fenomenalno v bistvu. No. Vsaj meni se zdelo tako res dodelano. Ne, in pol, ki je bilo pač na enem slajdu, je kazal njihov informacijski center, kjer v bistvu celoten ta tovorni promet po slovenskih avtocestah spremljajo. Ne? In v bistvu vaja praktično za vsak tovornjak, koliko je težak, kakšna bi morala biti teža, koliko je dejanska in ne vem, kaj še vse. Ne? In to po posamezni osi in s kakšno hitrostjo se pele in zakaj se tako pele. In če je slučajno prijavljen, ne vem, nek izredni prevoz ali kaj podobnega, tisto zgleda, kot bolj ali manj znanstvene fantastike, ne? V bistvu tak nadzorni center totalno. Tako da je res lepo, no? Ampak on je imel eno enačbo in pa sem bil jaz za njim, sem rekel, no, jaz pa nimam nobene. Ne? Tako da, ja, je bilo kar, je malo odstopalo tistega, kar so te udeleženci te poletne šole pričakovali, ker jih je bilo, pač mislim, da jih je bilo 10 ali nekaj takega, no? Neka taka številka.
in je bil tako enotedenski pač to izobraževanje, ki ga je v bistvu pač lokalno organiziral Andrej Anžlin, ki je bil v bistvu tudi gost BIM pogovorov že pred časom. Tako da je bilo zelo zanimivo. No. Jaz sem bil sicer en dan tam, so pa organizirali zelo lepo večerjo. To pa jih pa moram pohvaliti, v bistvu, no. Na večerji sem tudi bil. Ja, no, meni je zelo žal, da nisem mogel sodelovati. Ja, sem te nadomeščal, no. Upam, da sem Ja. dober, da sem se dobro napravil, da sem te lahko nadomeščal. V bistvu, Ja, saj si samo omenil, da bi ta projektna šola bi morala biti poleti, ne pa jeseni. Ne? In zato, ker je bil termin prestavljen, se to meni prekriva z eno službeno potjo v tujino, zato nisem mogel biti. Bi me pa zelo zanimalo, no, ker je mostovi, zdaj, kar si razlagal o tej spremljavi tovornjakov in to. Te mostove so tudi zdaj precej začeli opremljati s senzorji in te senzorje povezujejo v BIM modele in sestavljajo digitalne dvojčke in to bi me precej zanimalo, ampak je pa mal problem v tem, da kakor slišim, no, to že res vse naredijo, ampak vzdržuje pa teh sistemov pa nihče več, ne. Tako da... To ne vem, ne. To dejansko ne vem, ampak pač v tisti prezentaciji ni bilo nič govora o samem tem vzdrževanju teh sistemov, ne. Ampak predvsem, kaj je možno iz teh podatkov dobiti, kaj vse se da naračunati in kaj vse je kaj so zmožni napovedati, ne. Ker pač se igrajo z številkami v smeri, kdaj je treba določen most sanirati, koliko pogosto, še predno se dejansko določene stvari zgodijo, zato da se in sanacije in neke rekonstrukcije so seveda cenejše, kot pa v bistvu nekaj konkretno popravljati. Tako da imajo dejansko projekcijo tako za, ne vem, toliko in toliko let naprej, da v bistvu vejo, kako naj bi se te mostovi obnašali, glede na pač predvidene obremenitve. Tako da ja, zelo zanimivo, no. Ampak bi pa mogoče sam to rekel, ampak to mogoče imaš ti kakšno, lahko ugibaš kako drugače. Ampak v bistvu zdaj čez prazen, ki sem se peljal dol do Zadra, ne. In pač na avtocesta Zagreb dol proti Splitu, ne. Jaz sem bil ekstremno začuden, kako nikjer praktično ni bilo tovornega prometa. Pa je bil delovnik na Hrvaškem. Ker to, če se pelješ le pač na primorski avtocesti ali pa tudi štajerska, v bistvu pač to je v principu en pas trenutno, ne, ki ga lahko uporabljaš, vse ostalo so tovornjaki. Ne bi vedel. Mislim, prav zanimivi in pol so se pač pogovarjali o avtu, ko so se vozila. Mislim, a je to res samo zaradi Luke Koper ali česa takšnega, ali gre pol v Trst, ali ne vem. In je, mislim, kar to, kakor je tle, se mi zdi, pa dobro, ti se več voziš po avtocestah kot jaz, ne. Mislim, ti v enem tednu narediš več kilometrov po avtocesti, kot jaz najbrž cel let, ne. Pa v bistvu je tega res ogromno, no. Mislim, promet je katastrofa, tako da to moram reči, da zdaj po covidu, mislim, da zdaj po covidu še, bom rekel, 30% več prometa, kot ga je bilo prej. In je nemogoče, to je pa res nemogoče, ne vem. Če ste se kdaj vozili, pa greste proti Ljubljani, tako je bilo včasih ob 6. zjutraj, zdaj ob 5. zjutraj. Takšen promet. Ob 7. pa se stoji. Tako da, ne vem, jaz ne vem, kaj se s tem dogaja. Zdaj, če pomislim dobro, ja, kako sem se peljal dol proti Dubrovniku, dejansko ni toliko tovornega prometa, sam rekel bi, da tudi zato, ker ladje po poti, ko se ustavijo, se najbrž tudi v Splitu ustavijo pa raztovorijo, ne. Da ni treba pol ljudi iz Reke dol ali pa iz Zagreba dol. Ampak to je edina avtocesta, ki imajo do Zagreba.
vse drugje ne more Ja, jeti. to je res. Ne vem, ne bi vedel res. Mislim, res, v bistvu, Blaza je zelo, mislim, lahko tudi rečem pozitivno presenečena, zato ker je precej lažje voziti potem, ne? Ker nimaš tazga prometa, ampak mislim, to se sploh ne da primerjati. Ne? Se ne da primerjati s, ne vem, Primorko našo. No, veš, to je čist drug svet. Ne? Ampak, ok, pustimo zdaj, ker res ni področje moje, v bistvu, da bi kaj vedel pametnega povedati o prometu, ne? Razen izkustveno. Ampak izkušnje so pa nekaj, ki smo si jih pridobili, ne? Nekaj že, ne? Z izobraževanjem Building Smart. Robi, Neverjetno, kakšne prehode danes delaš. to danes sem v formi, v bistvu. Ne? Teče kot namazano. Ja, ravno zdaj bo bolj kot ne eno leto, odkar so se pričela izobraževanja Building Smart. Dobro, eno leto bo potem, kdaj sem jih začela, marca, aprila. Ja, marca, Ampak tam nekaj. koledarsko je pa, mislim, da so prva izobraževanja bila izvedena ravno nekje v novembru, decembru Ja. lansko leto. In zdaj lahko rečem, no, po enem letu teh 7 izobraževalnih centrov, ki so v Sloveniji, je v enem letu izobrazili cirka 100 strokovnjakov, ki so pridobili ta certifikat Building Smart. Kar lahko rečemo, je, da pač teh 100 strokovnjakov ima neke temeljne ali pa neke temelje oziroma neke osnove, da se sploh lahko vsi pogovarjamo o BIM-u v istem jeziku, ne? Kar je super. Tako da, zakaj pa zdaj to danes omenjava, ker bo ravno v prihodnjih mesecih se bodo zgodile tudi spremembe na področju izobraževanja. In sicer to, kar se trenutno ponuja v Sloveniji, je ta foundation, se pravi temeljno izobraževanje. Pojavili se boste 2 novi. Ena se bo imenovala Entry, kot neko vstopno izobraževanje, bo brezplačno. Ti certifikati bo lahko vsak sam natisnil, ampak seveda to ne bo enakovreden temeljnemu ali pa tistemu drugemu, ki ga uvajajo. Drugo pa practitioner. Zdaj točno, kako bo to potekalo, še ne vem. Najbrž bo to, ne vem, se v naslednjem letu vse skupaj uvedel, upeljal. Ampak ja, se premika tudi v tem smislu. Upam tudi, da bo zakonodaja sledila, no, bom tako rekel. Ali pa, mislim, jaz tukaj vidim samo 2 opcije. Eno je, da se bodo tudi prilagodili, da bodo pripravili tak gradbeni zakon, da bo dejansko izvedljiv, ali pa podzakonska akta, ali pa kakorkoli. Druga opcija pa, da se čisto umaknejo, pa pustijo industriji, da pač sama, pa ne industriji, ampak naročnikom, ne, in industriji, da se pač sami odločijo, sami uravnavajo vse skupaj. Tretje opcije jaz ne vidim. To, kar je zdaj, ni pa nič odlično. Tako. Ja. Ne vem, jaz se bojim, da mislim, spet tako, kot bi imeli tale BIM mi čisto na nekem drugem nivoju, če bi s tem začeli, ko se je avtocestni križ začel v bistvu delati, ne? Pa je bilo v bistvu, se mi zdi, da je primeren čas, da bi vsaj tiste neke pomožne objekte zraven že res v BIM-u delati, če že ne cesti samih cest in tunelov, ne? Ampak Matevž, BIM, beseda BIM, buzzword BIM se pojavil tam 2004-2006, ne? No ja, No, ja, avtocestni križ se projektiral 10 let prej, ne? te Tako razumem. da orodij pa sploh ni bilo Pa takrat. v redu, no, ampak kaj veš, 2004 sem bil v Londonu, ko so se oni ekstremno na ves glas hodili, ko so ta nov terminal na Hitrovo naredili po BIM-u. Ja, ok, ampak to je bilo v Revitu narejeno, ne? To Pa ni se bil vsem, BIM, no. to je bil Revit. Ja, lej, Revit, karkoli že, no. Kot rečeno, res na ves glas so tulili tam v bistvu, kako je bilo to. Cel event je bil samo okoli tega, no. Ja, razumem si. Tako da, mislim, se pravim, ampak namesto, da bi tudi ta čas v bistvu zdaj po poplavnih
obnovah, prenovah in tako naprej, morda kakšno takšno stvar probali skupaj s tem zagrabiti, ne. Se bojim, da bo to tipično po naše, kjer bomo v bistvu to naredili tako. Na hiter, probali na hiter narediti, pa bo šlo tako itak prepočasno vse skupaj. Pa upam na najboljš. Ja, pa upam na koncu, da sem imel preveč pritožev zraven, ne. Tako. Ok, to je moje črnogled pogled na celotno stanje, ne. Ampak mogoče se pa pustimo presenetiti, ne. Ja. Ja, lej, ko se ravno presenečamo, v bistvu, ne, druga strokovna konferenca je napovedana. Pa bomo slišali, kako se je BIM uporabil na 2 TDK-ju, ne. No, jaz sem bil na prvi strokovni konferenci. In Robi, povej, izkušnje, ker v bistvu, ko je to prišlo, ne, ko je to vabilo prišlo, sem rekel, ok, to pa mogoče ne bilo tako glih napačno je poslušati, mogoče pa No, okej. pojdi, zato ker jaz ne morem iti, pa brezplačno je. Pa sendviči so bili dobri na prvi. Pa na morju je to, tako da je v bistvu to Ja. zmeraj rad hodimo v Portorož. No, na prva konferenca pa po Lipici. Ne vem, jaz ne vem, kako bo zdaj, jaz žal ne morem iti, ker sem odsoten. Ampak lahko rečem to, no, prva konferenca je bila čist, bomo rekli, več se govorilo o politiki kot o čem drugem, ni bila nič kaj strokovna. In v bistvu bila namenjena javnosti, pač da obvešča javnost. Se veš, da ena od nalog na takih velikih projektih je tudi to, da javnost obveščaš o tem, kaj se na projektu dogaja. In jaz, ko sem šel na prvo konferenco, nisem tega vedel, no. In sem bil malo razočaran. Je bilo preveč splošno za moj okus oziroma za moje pričakovanje, no. Ne vem, kakšna bo ta druga. Je pa pač fajn, tudi tam so pokazali zelo veliko stvari, ki tudi jaz nisem vedel. Takrat je se predvsem govorilo o kraških pojavih, pa kako se srečajo in tako dalje, no. Zdaj ne vem, verjamem, da bo zdaj še boljš, mogoče pa še več informacij imajo, pa vem, da dela napredujejo naprej. Upam, da je viadukt Vinjan tudi že v zelo pozni fazi, ker ga morajo končati do konca leta, ne. Tako da, se pravi, ne vem, Pet pa boš povedal, no. Ja, me res mika, no. To je 6.12. Je ta konferenca v Portorožu. Mogoče Čakaj, prišel 6 je pa sreda. Ne, Ja, takrat ne sem vem, bil že če- nazaj, sam imam pa šolo, ne morem iti, tako da boš moral ti. No, tako da je vabilo in povezave do tega bodo jasno v zapiskih. Tako da absolutno vse vabim, da si zadeve pogledajo, pa pač se mogoče odločijo in pridejo pogledati, če jih te stvari zanima in jasno, če najdejo čas, ne. Ampak če najdejo čas, lahko najdejo čas tudi za BIM pogovore, ne. Tako da, tisti je celodnevna konferenca, BIM pogovori traja 1 uro, če sva midva dobre volje, ne. Drugače pa 2 uri. Ja. Tako da, danes bo pa sem malo gledal na uro, v bistvu sem si rekel, v bistvu lahko bi midva to počasi tako na pol ure spravila, ne. No in nisva dosti daleč od tega cilja. Mislim, Ja. so tam pri enih 35 minutah. Jaz sem da- ravno rekel, da čeprav nekaj časa se nismo pogovarjali, pol je to tako, ker da nismo nikoli nehala. Ne moramo nehati govoriti. Tako da ja. Ne, če jaz bi povabil vse poslušalce, mimogrede zadnjič sem na kosilu srečal enega poslušalca in mi je rekel, optiko imaš, pa sem, že 1 leto. Tako da zdaj lahko javno povem, da je bil september, je bilo 1 leto, odkar imam doma optiko in ravno danes sem se spet zelo razveselil, ko sem posodabljal računalnik, tako da ja, še vedno imam optiko, hvala Bogu. Zdaj ti sam slušalke dobro ne delajo, ne? Ne, zdaj so mi pa se slušalke pokvarile, zdaj Matevž eno solno rano trene, slušalke so mi odpovedale, tako da imam nadomestne. Tako da ja. A še dobro, da je črni petek cel mesec. Ta je najboljša, ja, črni petek. Po pogledih, kdaj se končajo tam, ne vem, januarja skoraj v bistvu. Res. Tako da to je to, kaj bova rekla. Ja, nič, Robi, lepo te bilo slišati.
po Zoomu Ker enkrat. Ne. vidiš me večkrat. a ne. Ja, tako ne. Se upamo, pač kaj lahko obljubila, da bova midva to kaj bolj resno to posnela še kdaj kaj do Ne, ne, novega moram malo leta. prej. Zdaj, Ja, ko ja. bo šel v Portorož preveriti, kakšne semiči bojo, lahko spet se zmenimo. No, bom. Pa ena novoletna epizoda bi spet morala biti, tako sem jih imela. Ja. Zdaj sem spustila Ja. ene dve, ampak Ja, tiste so bile vedno zabavne. Tista novoletna epizoda z Mandrejem Tibautom iz Maribora mi je tako fino prišla, ko sem imel eno predstavitev za, ne vem, tle za Univerzo z Ljubljane, ne, so me enkrat, pa so rekli, ja, bi imel kakšno predavanje za študente, ne, mislim, za splošno v bistvu in sem rekel, ok, dajmo pa predlagamo nekaj novega, v bistvu nekaj BIM za negradbeno, če sem ti prav, ne. In pol sem tiste, pa zadnji slajd so bili pa tele, tiste priporočila, ne, ki smo jih takrat obdelali, ne, v tisti novoletni oddaji, mislim, highlight v bistvu celotnega predavanja je bilo to, ne. Vse se nas pa ne morem jaz pogledati, kaj je bilo. Ja, je dobro. Ja, kandidati, javite se za novoletno epizodo. Lahko je tudi več, ja. Ja, lahko jih je več. Zdaj za novoletno epizodo in njim to je drugače, ker je vsak drug intervju, da morajo imeti en pulover z jelenčkom. Zdaj, odkar imamo video. Ja. Ok, Robi, lepo se me. Ja, enako, se vidi. Ajde, adijo. Adijo.